Ko je propadla Italija, sem bila stara 14 let in se dobro spominjam dneva, ko je, torej mi edini smo imeli takrat radijski sprejemnik, ker so bili takrat zelo redki. In moj oče je vsak dan poslušal poročila iz Nemčije, ker je obvladoval nemški jezik. No, in zjutraj so že povedali, da je Italija kapitulirala. In pride k mami in reče: "Veš, Olga, da je Italija," "Ma beži, beži," je rekla. "Ja, bojo objavili šele," so rekli, "novico zvečer." No, in k nam tukaj, ker je bil edini sprejemnik, so pa hodili italijanski vojaki poslušati Bollettino speciale, to se pravi tisto poročilo posebno, ne. In tukaj na dvorišču so vsakokrat opoldan je bilo, so morali mirno stati in poslušati. No, in kar naenkrat je bila novica: to ljudstvo je, sem se raznorelo, ne, la guerra je finita, torej vojna je konec, gremo domov in tako naprej. No, ampak vojna se je prava šele začela. Ker to je bilo trajalo od 1943 do 1945. Kaj vse smo doživeli, to je bilo nekaj groznega. Seveda, največ grdih in težkih trenutkov so bile tudi kakšne lepi časi in, kako bi vam rekla, s partizani smo torej prirejali razne proslave, mitinge in tako naprej. Torej, če lahko omenim najhujši trenutek torej tega časa je bil, moj oče je umrl januarja 1945, 4 mesece pred koncem vojne. No, in ko je bil na parah, ne, so prišli Nemci in so rekli: "Vam moramo pregledati vso hišo, ker vi skrivate partizanski material." "Ma kako," je rekla mama, "pa smo ga res imeli." "Kako?" Oktobra 1944 je bila tu edinica, kulturna edinica devetega korpusa in z njimi je bil tudi skladatelj Max Sopirnik. In ko so rekli, bo hajka, so ves tisti material, tudi pisalni stroj, mi smo imeli pa eno tako sobo, torej ni imela ne oken ne vrat, in vse so zmetali v tisto sobo in pokrili z deskami. No, in seveda smo bili uvajeni, da skrivamo ta material. In so prišli in mama je prosila: "Poglejte, kaj imamo v hiši." "Ja, ne pomaga nič, gospa, mi moramo tako." In mama je morala hoditi z njimi po hiši, ne, in ko so prišli k očetu, so se lotirali, ki je bil na parah in naprej. Mama takrat je rekla: kaj bo zdaj?" In so se deske začele že šibeti in so rekli: "Kaj je pa to?" In so že dvignili desko gor, da bi dobili pod tistimi deskami je bil ta material. In takrat mama reče: "Latko, pomagaj." Tata se je klical Latko. Das ist niks. Pustili dol resnico, spustili dol tisto desko in šli. "Zdaj smo rešeni," je rekla mama. Artilerija devetega korpusa je prišla na Drnovo 1944 in takrat smo pripravljali proslavo ob stoletnici rojstva Simona Gregorčiča. In smo res jo tudi izvedli in se veselili in od takrat dalje postali veliki prijatelji. Tako da po vojni naš pevski zbor se je preimenoval tudi v zbor artilerije devetega korpusa. Taki prijatelji smo postali. Se spomnim, ko je eno jutro mama vstala in tata in je oče rekel: "A veš, kaj je rekel, kaj je bilo nocoj?" "Kaj je?" sem rekla. "Mama, mraz zunaj, sneg in tako naprej." Je rekla: "Veš kaj, Latko, jaz grem ležat," je rekla, "na pod." "Pa na deske, pa zakaj?" je rekel. "Zato, ker partizani
zmrzujejo v snegu zunaj in bom tudi jaz, je rekla, trpela tako kot oni. Ma saj si zmešana in res vso noč je prespala na deskah, ker se je spomnila, kje ležijo partizani v snegu, v mrazu in tako naprej. Torej, tako se o Trnovmu je marsikaj že bilo povedano, da je bila recimo ena taka vas, ki je veliko pretrpela, saj je bilo 27 nemških ofenziv. In najhujša in najbolj krvava je bila zadnja, to je leta 1945, ko so bili tukaj nastanjeni, torej ne Nemci, ampak Deči Mamas, to so bili eni taki prostovoljci, ki so šli namesto da bi šli takrat domov, ko je propadla Italija, so šli k Nemcem. No, in tu so se utrdili in ker je bila tu taka utrdba, niso partizani mogli več hrano iz Vipavske doline preko Trnovega na 9. korpus. In kaj? Dajmo uničiti to postojanko. In res, borba je trajala 3 dni, Kosovelova brigada je bila in pa artilerija 9. korpusa, pa še druge brigade, no, so bile okrog nastanjene. In so potem uničili, ampak Trnovo je bilo takrat popolnoma uničeno in nismo več imeli kje bivati. In smo šli v begunstvo, v Ravnico. Največ Trnovcev je šlo v Ravnico, nekateri v Kromberk in tako naprej. No, in tam smo bili od januarja 1945 do osvoboditve 1. maja 1945. In potem smo počasi prišli domov v porušeno Trnovo. Sicer nam je ostal le hlev, del hleva, tako da smo tam si uredili prvotno stanovanje in potem smo pa za 2 leti obnovili požgano hišo in smo se preselili v hišo. Ja, jaz moram reči samo to, 70 let je že, ampak še danes ni urejeno tako, kot bi moralo biti. Ne, jaz samo govorim, ta sprava, toliko govorijo o tej spravi, enkrat bi se morali že spraviti, res. Ne, da ne bi bilo, da bi se imeli radi, ker prav to dela tako sovraštvo, vse tožimo, vse ne vem kaj, očitamo eden drugemu in tako naprej. In jaz včasih rečem, Marička, zakaj so se ti bogi ljudje borili, da še danes nismo, kako bi rekla, da ne upoštevajo to, za kar so naši ljudje prelili kri. Da je bilo enkrat konec in da bi res bili Slovenci si tako enotni in da bi se imeli radi in da bi se enkrat uredilo in da bi skrbeli samo za našo domovino, ne za kaj drugega, ker je tako lepa. Škoda, da res ne znamo oceniti to, kar imamo.